No, pa si poglejmo, kaj so to koti. Kaj sploh kot je? Kot je geometrijski pojem, oziroma ena stvar znotraj geometrije. Če si predstavljamo ta list papirja, da je to ravnina, potem pa bi na tej ravnini naredili recimo eno premico, torej eno premico. Ker je premica neskončno dolga ravna črta, pomeni, da bi s to premico razdelili ravnino na dva dela. In potem je bila vsaka točka v eni ali v drugi ravnini. Ampak, če mi naredišemo pa dva poltraka, to pomeni polovice premicev, ki imajo skupno točko, skupni začetek, tole, in se zavedamo tega, da ta premica, tudi če smo jo prej nehali risati, gre še naprej, smo na ta način iz ravnine izločili en del. In to je zdaj kot. Kot je del ravnine omejen z dvema poltrakoma. Te dve črti imenujemo tudi kraka kota. Se pravi, če jih še malenkost debelejše narišemo, imamo kraka kota. En krak in drugi krak. Takole. In zdaj lahko za vsako točko povemo, ali leži v ali izven kota. Recimo, če bi rekli, da je točka tukajle, točka A je ta točka v kotu. Točka B je pa izven kota. Posebna točka je tale. Recimo je vrh kota. Posebne pa so tudi točke, ki ležijo na krakih. Ne bo to recimo točka D. Ena na tem kraku, pa točka E tukaj. Kot označimo s tako črko kot in potem zapišemo eno točko iz prvega kraka, potem napišemo vrh kota, to je tukaj V, in še točko iz drugega kraka. To je torej kot EVD, včasih narišemo tudi takole. Kot EVD. Ker smo matematiki praktični in stvari radi krajšamo, kote označimo lahko tudi z grškimi črkami. Recimo rečemo, da je to kot alfa. Poskusimo še kakšen primer. Recimo, da imamo tukaj točke B, pa R, BR pa E. In zdaj želimo narisati kot BRE. Če rišemo kot BRE, moramo vedeti, da točka B leži na enem kraku kota, točka E na drugem kraku kota, R pa je vrh kota. Se pravi, bi narisali zdajle. Poltraki se začne v točki R in gre skozi točko B. To je takole. Potem bi narisali poltraki se začne v točki R in gre skozi točko E. Takole. Zdaj imamo samo še težavo, kater del kota ne označimo. Tisti del, ki leži tukaj, ali tisti del, ki je vzul. Pri tem velja eno pravilo. Če postavimo ravnilo na tisto točko, ki je na vrh kota, ravnilo skozi vrh kota in skozi prvo točko, recimo pri temu smo imeli to EV, potem pa začnemo vrteti ravnilo okoli, se pravi v tej smeri, od tukaj v nasprotni smeri, kot ura teče, se pravi, kot da bi to črto
zavrteli v tej smeri okrog. Lahko še nekaj poskusimo narediti takole. Ok, zdaj zavrtimo okrog, ne bo šlo. Aha, bo šlo. Tukaj ga lahko naredimo. Se prav zavrtimo ga, vidimo, v drugo. Ko še malo popravimo. Ta del, ki smo ga prečili z ravnilom, ko smo z njim potovali od točke, v tem primeru od E do D, od prve do zadnje, in če smo potovali v smeri, ki je pozitivna smer, to je smer, ki je nasproti smeri urnega kazalca, porišemo kot. Kaj zdaj to pomeni? Tukaj moramo zdaj pogledati, moramo iti od točke B do točke E. Aha, B je tukaj. Iti moram v drugi smeri, kot teče ura, torej takole, in bi zato pobarvali tale kot tukaj. Se pravi, vsi vemo, kako ura teče, mi pa vedno gremo v smeri, ki je nasprotna smeri urnega kazalca, to je pozitivna smer. Tako. Zdaj, glede na to, kaj narišemo, lahko še pogledamo še kakšen primerček. Recimo, da imamo dane takole točke L, pa tukaj točko M, pa tukaj točko N. Pa hočemo narisati kot LMN. Se pravi, kar vemo je zdaj to, da je vrh M. To je tukaj. In zdaj bi mi mogli z ravnilom potegniti to črto, pa od M do N. Zdaj, kraka imamo, ampak ne vemo, kater del kota naj pobarvamo. Zato gremo zdaj od L do N. Od L do N. A je to pozitivna smer? Je. Torej, narišemo kar tukaj noter. Če bi pa mogli narisati kot NML, se pravi obratno, N je zdaj tukaj, ML, gremo pa od N do L, aha, to bi bil pa vse tole, kar imamo tukaj. Tako. No, temu v bistvu pravimo dve vrsti kota, in sicer udrti ali izbočeni kot. Udrti kot je tisti kot, ki je večji od 180 stopinj. Poglejte. Če vzamemo ravnilo, potegnemo črto, takole. In zdaj bi jaz to vrtela, vrtim v pozitivni smeri, vrtim, recimo, na drugo stran, tako da bom zravnala že, eto, in šla še malo naprej, to bo udrti kot. Prav, udrti kot je ta kot, večji prostor v ravnini, omejen z dvema polkrakama. Izbočeni kot pa je vedno manjši prostor, manjši del ravnine, omejen z dvema polkrakoma, ki predstavljata krak kota. Se pravi, če je to udrti, je izbočeni ta manjši del. To je izbočeni, to je pa udrti kot. Kote označujemo lahko, se pravi, z simboli, s črkami, tako da je vedno vrh kota na sredini. Se pravi, če mi napišemo kot ALT, to pomeni, da če je to točka A, pa to točka L, pa to točka T, zdaj pa poglejmo, aha, vrh mora biti tukaj. In mi moramo narediti pol trak skozi točko A
in poltrakov s točko T. Zdaj se pa od A, od tukaj, od prve do zadnje črke, premaknem v drugi smeri, kot ura teče, in dobim kot. Kakšen je ta kot? To je večji del ravnine, omejen z tema dvima polkrakoma, zato se temu reče udrti kot. Imamo še en primer, če imamo tukaj točko, pa tukaj, pa recimo, da je to točka T, S, R, pa recimo, da moramo narisati kot T, S, R, prav. Kaj je vrh? Vrh je S, sredinska črka. In potem potegnemo proti T-ju, pa proti R-ju, seveda to delamo drugače z ravnilom. Imamo poltraka, ne vemo pa še, kje del kota ravnina je zdaj, ta manjši del ali ta zunanji. Zato gremo od T proti R. Od T proti R. Aha, se pravi, v drugi smeri, kot ura teče, in zdaj ugotovimo, da je pač naš kot ta notranjost, ta je pa izbočeni kot. Tukaj imamo izbočene kote zarisane in udrte kote. Udrti koti so torej vedno večji koti kot izbočeni, meja je pa iztegeni kot. Iztegeni kot je takrat, ko imamo en krak, pa kar se nadaljuje drug krak na drugo stran. To je kot 180 stopinj, iztegeni kot. Če je kot, če pa bi bile oba kraka na istem mestu, to pomeni, da ni med njima nič. Predstavljamo, ne? Če imamo mi, zdaj je majhen kot, pa če damo ta kraka še bolj skupaj, je še manjši kot, in če jih damo čist koti, je kot nič. Tukaj v bistvu pomeni, da bi obe oglišči, recimo, da je to kot A v B, obe točki, ležali na istem poltraku, potem je to kot nič. Poseben kot je pravi kot. To je kot, ki meri 90 stopinj in ga tudi označimo s to črtico. Pravi kot. Če imamo kot med nič in pred pravim kotom, je to ostri kot. Se pravi, ostri koti so koti, ki so večji od nič in manjši kot 180. Ostri kot je manjši od pravega kota, se pravi večji od nič in manjši pravega kota. Če pa je večji od pravega kota, večji od 90 pa manjši od 180, je pa topi kot. Pri udrtih kotih pa je poseben specialec samo polni kot. Polni kot pa pomeni, da mi naredimo krak, potem ga premikamo, tako daleč, da pride do začetne točke, ampak gremo cel krog. Se pravi, tukaj ne gremo nič pri kotu nič, tukaj pa cel kot in to je polni kot 360 stopinj. No, zdaj pa, kako narišemo kot točno določene velikosti. Pa bomo zdaj pogledali si en programček. No, poglejmo, kako narišemo poljuben kot. Tukaj piše, da Luka želi narisati kot z velikostjo 60 stopinj. Zato je najboljše, si najprej narišemo črto. To je vrh kota in to je zdaj črta. Potem pa vzamemo geotrikotnik. Postavimo ga gor, tako da je ničla na geotrikotniku, tam, kjer je vrh kota, čisto točni moramo biti, in stranica geotrikotnika je položena točno na kraku oziroma tisti daljici poltraku, ki smo narisali. Ker želimo narisati kot 60 stopinj, na geotrikotniku odštejemo, se pravi 10, 20, 30, 40, 50, 60, to je tukaj le, 60 stopinj. Zdaj, če bi imeli recimo 110, bi šli naprej, 60, 70, 80, 90, 100 in tako naprej, tukaj je 60, in potem v naslednjem trenutku potegnemo poltrak še čez drugo točko. In tukaj notri imamo zdaj kot 60 stopinj, ki ga lahko označimo s kotom alfa ali s kjerokoli drugo črko. Zdaj lahko imamo recimo tudi, poglejmo, kjer kot bi bil tukaj narisan. Zdaj,
to je zdaj pač v drugo smer, včasih bomo tudi tako mogli narediti, a ne? Aha, je poltrak tukaj, pa zopet odmerimo 10, 20, 30, 40, 50. Vedno štejemo, tam na tej črti je nič in ne bomo šteli nič 170, 160. Vidimo, da začne 170, ker 180, ki je tukaj, ne piše. In odmerimo, aha, tukaj je zdaj 70, to je torej 75, 76. Tole bi bil recimo kot 76 stopinj. Nekoliko težje je narisati udrte kote. Zakaj? Zato, ker mi imamo geotrikotnik, ki ima samo 180 stopinj. Se pravi, mi imamo geotrikotnik. In ko gledamo te kote gor, je v bistvu na eni strani nič stopinj, na drugi strani 180 stopinj. Vmes so pa vsi ostali koti, a ne, nekaj tukaj je 90 stopinj. Kot, udrti kot pa pomeni, da je večji od 180, recimo, da je to kot 270 stopinj. Tukaj je najlažje tako, da si najprej naredimo skico. Imamo torej nek kot in njegov udrti kot, to je 270 stopinj. Cel krog, vemo, da je 180 in 180, se pravi, od tukaj pa skozi okrog je 180 plus 180, to je 360 stopinj. Koliko moramo potem tukaj noter zapisati, kako velik kot, da bo to, kar nam manjka, plus 270 stopinj, 360 stopinj. Aha, to je 90 stopinj. Kar pomeni, da bi mi narisali z geotrikotnikom kot 90 stopinj, to je pravi kot, 90 stopinj, ampak 270 je tisto, kar je zunaj tega kota. Recimo, da bi mogli narisati kot 210 stopinj. Zopet, ta kot je zopet večji od 180 stopinj. Torej je udrti. In si zopet naredimo skico. Aha. Nekje moramo narisati kot 210 stopinj. Vemo, da je to udrti kot. Koliko še manjka do 360 stopinj? Koliko? Aha, do 360 manjka še 150. 150 plus 210 je skupaj 360. To je skica, to ni prav narisano, ampak mi zdaj vemo, da moramo z geotrikotnikom odmeriti kot 150. To pomeni, to je 90, 150 bo nekje tukaj, in naš pravi kot 210, bo na drugo stran. Je večji od tega. Naslednja zanimiva stvar, ki jo je za pogledati, pa je, kdaj sta dva kota skladna. Recimo, tukaj imamo kot alfa, beta, gama. Se pravi, kote lahko označimo tudi z grškimi črkami. Ta je alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama. In zdaj vprašanje, kater od teh kotov je največji? Poglejmo, najlažje bomo to ugotovili tako, da jih bomo malo zavrteli, pa postavili en na drugega. Torej vrh na vrh in potem en krak poravnajmo z drugim. In kaj ugotovimo, da sta alfa in gama enaka. In če dodamo še kot beta, vidimo, da je tudi kot beta enak. Torej, koti, tudi koti, ki so na prvi pogled različni, so lahko enaki, zato ker v bistvu vsi ti poltraki grejo v neskončnost. In če bi mi te podaljšali, bi ugotovili, da so res kmalu isti. In v tem primeru pravimo, da so koti alfa, beta in gama med seboj skladni. So enako veliki. To, da sta dva kota med seboj skladna, pa lahko označimo s temle znakoma. Vidimo?
alfa je skladen z beta, a ne? Enaka sta. Tukaj imamo še eno zanimivo nalogo. Imamo zopet 3 enako velike kote. Če malo pogledamo, bomo kmalu ugotovili, da so res vsi isti. Takole. Zdaj vprašanje, koliko takih enako velikih kotov bi lahko postavili v en cel krog. Se pravi, bi skupaj sestavili polni kot, da imamo 2 skupaj. Enega, drugega. Na ta način tudi 2 kota lahko seštejemo. Postavimo enega zraven drugega. Če dodamo še tretjega, takole, kjer kot smo dobili smo kot 90 stopinj. In če bi dodali še 3, bi dobili iztegnjeni kot, 180. In potem bi še na drugo stran postavili jih 6, skupaj 12 in bi imeli lepo narejen polni kot. Zdaj si pa lahko pogledamo, kako izmerimo nek kot. To je nek kot alfa. Merimo ga lahko isto s tem geotrikotnikom. Geotrikotnik postavimo tako, da je vrh v temle ničli in da je ravnilo poravnano z krakom. In zdaj iščemo, koliko je velik kot. Pogledamo 10, 20, 30, 40, tukaj le čez, 43 stopinj. Se pravi, naš kot je velik 43 stopinj. Tukaj smo pa pogledali zdaj, kako lahko prerišemo s pomočjo šestila in ravnila skladen kot. Recimo imamo tukaj en kot in zdaj hočemo risati temu kotu skladen kot, ki pa bo imel vrh ne več v točki V, ampak v točki V črtica. Najprej narišemo poljubno kje en poltrak. Potem zapičimo šestilo v V in narišimo krožnico z nekim poljubnim polmerom. Ampak pomembno je, da bomo zdaj ta isti polmer naredili še tukaj. Tako, se pravi, enak. To, kot je tukaj razdalja krožnice, en krog, tudi je tudi tukaj. Zdaj bomo pa zmerili razdaljo od tukaj do tukaj šestil. In to isto razdaljo prenesli sem. Se pravi, damo v šestilo to razdaljo in jo prenesemo na drugo stran. In potem še samo povežemo in imamo kota skladna narisanka.